Pozdravljeni. Zopet je prišel čas za naš običajni komentar novic, zato je najbolje, da si skupaj ogledamo, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo, kot običajno, ustavili pri 4 različnih sklopih, 4 različnih tematikah. In vkolikor vas bo zanimalo, kaj piše v citiranih originalih, imate tudi tokrat, kot ponavadi, bližnjice navedene v samem opisu. A da ne bomo predolgi, je najbolje, da se kar lotimo naše prve današnje teme. Verjeli ali ne, zopet se bomo ukvarjali z barvnimi shemami. In o zadnji novosti smo lahko brali v članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com 3.7. Namreč pri McLarenu bodo počastili svojo naslednjo posebno barvno shemo. In govorim o tisti srebrni, ki je bila prisotna na bolidih med sezono 2006 ter 2014. In seveda vsi mi se spomnimo tistega slavnega obdobja, estetsko izjemno privlačne barvne sheme, a marsikdo se bo sedaj začel spraševati, kakšni so bili pa McLareni pred sezono 2006. In odgovor je enostaven, prav tako srebrni, čeprav so takrat promovirali tobačne izdelke. In to danes ni zaželeno. A kljub vsemu, McLaren ne bo srebrn, bo samo deloma pobarvan v srebrno barvo. In zakaj, nam pojasni sam Zac Brown v drugem članku, prav tako objavljenem na spletnem portalu motorsport.com, ampak z datumom 4.7. In Zac Brown pravi, da McLaren mora paziti na to svojo papaja identiteto, nekaj, kar se je izmislil Zac Brown sam, in zaradi tega bodo samo določeni deli obarvani v srebrno barvo. Po mojem osebnem mnenju je resnica nekje drugje. Prvič, vsaka večja sprememba barvne sheme mora dobiti odobritev vseh ostalih ekip. In drugič, McLaren MCL 60 ni v celoti obarvan. Tudi če bi spremenili vse tiste površine, ki so pobarvane, bi še dosti ostalo črnega, tistega, kar je v resnici nepobarvano in kaže strukturo izogljikovih vlaken. Zaradi tega so se verjetno odločili, da je bolje pobarvati neke manjše detalje in tako publiko dobesedno malce prelisičiti. A dejstvo je, da papaja identiteta ni tisti glavni razlog, zakaj McLaren ne bo v resnici srebrn, tako kot je nekoč bil. A dejstvo je nekje drugje. Po veliki nagradi Monaka in veliki nagradi Španije zopet posebna barvna shema pri McLarenu. Po mojem mnenju bi bilo bolje koncentrirati se na sedanjost in prihodnost, seveda z novimi posodobitvami, novimi aerodinamičnimi paketi, ki so načrtovani, kot pa obujati neko slavno preteklost, ki pa je v današnjem trenutku v bistvu nepomembna. In to je nekaj, kar se bodo morali naučiti pri McLarenu. Iskati rezultate tu, sedaj in v prihodnosti in se ne obešati na preteklost. Podobna zgodba, kot jo vidimo pri skuderiji Ferrari, le da pri McLarenu, vsaj po mojem videnju, res zaradi svoje 60. obletnice malce pretiravajo. A bolje je, da si pogledamo, kaj se je zgodilo tudi v našem drugem sklopu. V našem drugem sklopu se bomo ustavili pri sestavku, ki je bil objavljen 5.7. na spletnem portalu RaceFans. V članku so zbrane tiste zanimive točke prihajajoče velike nagrade Velike Britanije.
In med vsemi zanimivostmi ne moremo mimo dejstva, da prav tu v Silverstonu bo Pirelli pripeljal novo specifikacijo pnevmatik s spremenjeno konstrukcijo. Ne gre za neko novost, o tem smo že govorili, in ne gre za spremembo mešanic. A vprašanje se verjetno poraja marsikomu izmed nas. Bo razmerje sil ostalo enako ali bi znale določene ekipe s to novo pnevmatiko dobiti prednost? Težko je govoriti sedaj, ko pravzaprav ne vemo, kaj nas čaka na dirki v Silverstonu, ampak moje osebno predvidevanje je takšno. Namreč nova tipologija pnevmatik je bila vpeljana zaradi tega, ker so bile sile na sam bok bistveno višje od onih, ki jih je pričakoval Pirelli. Najprej so ta porast sil zaznali pri Red Bullu. Vsi ostali so s pnevmatikami imeli težave in pravzaprav bi si lahko predstavljali, da z novo tipologijo pnevmatik, ki lahko prenese višjo silo, se zadeve ne bodo spremenile, vsaj ne v tisto smer, ki si jo želimo mi navdušenci, da bi bila na štartnem razporedu večja enakovrednost. A videli bomo, kaj se bo zgodilo praktično že na prvem prostem treningu velike nagrade Velike Britanije. Mi pa pojdimo raje k naši tretji temi. Kam se odpravlja Jan Monšo? Na spletnem portalu GP Blog je bil 4.7.2023 objavljen zanimiv članek, ki nam kaže tudi to dogajanje v ekipi Alfa Romeo F1 Team oziroma Sauber. Pogodba Monšuju se izteče 1. septembra 2023. Namesto njega prihaja v švicarsko ekipo James Kay. A zanimivo je, da ob robu velike nagrade Avstrije Alessandro Alunni Bravi, glavni odgovorni pri tej švicarski ekipi, se je začel pogovarjati z njim o kakšni novi vlogi, o novi pogodbi, ki pa pravzaprav menim, da se ne bo zgodila. Kot vam je znano, pred nami čez nekaj dirk je poletni premor, ko se vsaka aktivnost v Formuli 1 mora ustaviti. In do 1. septembra je realno gledano izjemno malo časa. Znano je dejstvo, da v Formuli 1 se pogodbe nekako podaljšujejo ali prekinjajo bistveno pred iztekom. In če so se komaj ob robu velike nagrade Avstrije začeli pogovarjati, to pomeni, da gre v bistvu samo za neko formalnost, da pogovarjali so se, ampak dogovoriti se pravzaprav noče nihče. Kam bo šel Monšo, seveda ni znano in verjetno bomo zvedeli v naslednjih tednih, ker se mu pogodba izteče 1. septembra, tudi ne bo imel nobenega obdobja prisilnega počitka. Ampak zanimivo, kako nekateri skušajo rešiti v javnosti pač tisti vtis, da hočejo nekoga obdržati, čeprav je lahko vsakemu izmed nas jasno, da temu ni tako. A poglejmo si za danes še zadnji, četrti sklop. Tretjega sedmega smo lahko na spletnem portalu GP Fans zasledili izjavo Christiana Hornerja, da Daniel Ricciardo bi lahko prišel v Alfa Tauri, ampak ne letos, temveč v naslednji sezoni. Namreč tu je izjemno zanimiv navedek besed samega Hornerja. Povedal je, da Daniel Ricciardo v tem trenutku ima pogodbo, kar bi lahko smatrali, da gre za pogodbo z McLarenom. In ukolikor bi avstralski voznik v tem trenutku začel voziti za neko drugo ekipo Formule 1, pri McLarenu bi bili izjemno zadovoljni, kajti ne bi jim bilo potrebno plačati izjemno visokih penalov.
Riccardo si seveda tega ne želi. Zato tudi letos ga vidimo v tisti vlogi razvojnega, pomišljaj, rezervnega voznika. In kaj pomeni razvojni voznik? To je tisti posameznik, ki v noči med petkom in soboto na simulatorju preigra vse možne variante in tako pomaga pri določanju zmagovalnih strategij. A dejstvo je, da pri ekipi Alfa Tauri rabijo izkušenega voznika, ki bo po eni strani pomagal tistim mladeničem, da dozorijo, po drugi strani tudi usmerjal razvoj. Daniel Ricciardo mogoče je pravi profil in ukolikor mu bodo dali prihodnje leto zopet možnost, se bo lahko izkazal. Kljub letom, seveda, in kljub dejstvu, da skuderija Alfa Tauri ali kakorkoli se bo že imenovala nova ekipa, nima te naloge. Primarna njihova naloga je razvoj mlajših voznikov, ne mlajšega voznika, ukolikor bodo imeli na voljo le en prost sedež. A o tem seveda bomo govorili več v prihodnosti, ko bodo zadeve malce bolj jasne. Za danes pa, kot ste razumeli, je bilo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.